Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes Borut Jeglič, je podjetnik, coach, predan razvoju vodij in zmagovalnih ekip, je tudi soustanovitelj več tehnoloških podjetij z področja izobraževanja in je definitivno ena oseba, na katero se jaz obračam, če rabim kakšen nasvet, kako komunicirati z zaposlenimi, kako voditi ekipe. Hkrati je pa zelo fascinantna oseba, kaj bomo spoznali tekom današnjega podcasta, ker ima blazen pogled v delovanje ekip, v razumevanje vodij in kako transformirati podjetja. In en zelo zanimiv quote, ki ga je on izpostavil, je tudi "Live your life your way and let others do the same." Zdravo, Borut. Živijo. Daj mi povej, ti si res v takem zelo zanimivem poklicu, se pravi, ti dejansko izobražuješ vodje. In si tudi definitivno sam vodja na tem področju. Kakor sva že omenila, si ustanovil kar nekaj tehnoloških podjetij. A si se zmeraj, ko si bil mlajši, videl v taki vlogi? Ne, v bistvu ne. Mislim, jaz sem tako na gimnaziji, itak nisem vedel, kaj bi. In takrat sem v resnici začel, kar me je potegnilo, začel sem brati malo tudi te knjige, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins in tako naprej. In to me je v bistvu potegnilo malo v to podjetništvo. Tako pa sem šel študirati ekonomijo, čisto samo zato, ker sem rekel, at some point nekje v življenju pač hočem biti na svojem. Pa se je pa ostalo začelo v bistvu sestavljati iz tega. Zdaj, če bi jaz tebe srečal v gimnaziji in bi bila midva sošolca, kakšen si bil? Kaj te zanima? Ful sem želil, tako nisem imel ful širokega kroga ljudi. Sem bil pa ponovadi oseba, ali pa kar mi tudi rečejo, da so se vedno ljudje name obračali za nasvete, za pomoč in tako da sem bil nekdo, do katerega so prišli, če so rabili kaj pomoč. Se pravi, si bil zelo zanesljiva oseba. Recimo, ja, si rad tako mislim. Ena izmed stvari, kjer si tudi soustanovitelj, je tudi socialno podjetje Simbioza, kar je meni zelo fascinantno, ker to je ravno ta gap, ki ga potrebujemo. Se pravi, gre pa za medgeneracijsko povezovanje in informacijsko pismenost starejših v Sloveniji. Se pravi, glede na to, da tehnologije zelo hitro napredujejo in ima starejši dejansko izziv, se mi zdi to blazno dobra ideja. Kako si prišel do tega? To je bila v bistvu ideja Žige Vavpotiča oziroma takrat Zavoda Y. Jaz sem bil član Zavoda Y, me je Žiga takrat povabil k sodelovanju, ker se je to začenjalo. Je pa v bistvu šlo čisto tega, tako kot si rekel, tukaj Žiga, njegovo babico, se enkrat pogovarjal z njegovo babico in ga je vprašala, kaj pomeni ta www, ki piše itak na vsaki stvari več informacij na www neki. Ne? In je v bistvu ugotovil v tistem trenutku, da dejansko starejši so pač izvzeti iz ful velikega dela nekih informacij, ker nimajo ali pa ne znajo dostopati do tega. So pa zelo pomembna skupina, ker dejansko čedalje več starejših oseb na svetu. Ja. Hitro rastejo. Definitivno. Daj mi povej, se pravi, ti si zdaj v bistvu lider na področju, se pravi, izobražuješ liderje na večjih področjih in eno izmed podjetij oziroma podjetje, ki je trenutno zelo močno, je ta E2Grow. Daj nam malo razloži, kaj to dejansko je, kaj počnete. Tukaj bom malo daljšo zgodbo naredil. Mi smo v bistvu začeli dobrih 5 let nazaj, 5,5, z tem, da smo poskušali neke agile pristope inoviranja, ker sem jaz bil dosti v startupih prej partner Jaka tudi, smo poskušali pač v večje firme spraviti, jih naučiti, kako inovirati, kako to. In tam smo v bistvu ugotovili, delali pač delavnice, tako kot je ponavadi, ful dobri odzivi, ful so nas priporočali naprej, ampak na koncu, ko smo čez pol leta prišli, smo ugotovili, da v bistvu večina teh stvari se ni nikamor naprej pelala. Pač en kup idej so dobili, znanja so dobili in to, pa nič kaj dosti ni bilo iz tega. In smo v bistvu ugotovili, da fora ni toliko v tem, da ljudje ne bi znali inovirati, da ne bi imeli idej, ali pa jih ne bi znali poiskati, ampak je bolj fora v tem, da enostavno niso dosti angažirani za to. In takrat smo se v bistvu začeli ukvarjati z vodjami, da smo njim pomagali v ljudeh v bistvu zbuditi nek ta drive, nek ta engagement, motivacijo, da si prizadevajo za nekaj več, kar v bistvu pelje do idej, do nekih preskokov ali pa širšega udejstvovanja izven tistega, kar je tvoje neko ozko delovno okolje. In smo tako v bistvu
prišli do tega, da je to postal nek naš specialty, da se znamo v bistvu ukvarjati z vodjami, razvijati vodje in njim pomagati v bistvu graditi engaged, zauzete ekipe, okay, ali pa posameznike. In iz tega je to razvili in smo pač začeli se fokusirati izrazito na to, čist kot coachi, kot svetovalci, pač čista consulting, vedno smo pa v bistvu iskali nek scalable model. Nekaj, kar bi lahko v bistvu rastel, se razvijali in tako naprej, ne da moramo mi vedno samo naše ure povečevati. In iz tega je pa v bistvu nastal Itogrow, ki je pa v bistvu kombinacija po eni strani metodologije, kako delati zdaj spremembe, take širše spremembe, ne, sprememba kulture v organizacijah in tako naprej, in hkrati orodja, čist IT orodja, ki podpira vse to in ki v bistvu vodjam in coachem, ki delajo na tem, v bistvu omogoča neko učinkovito delo in pač da dobijo iz tega čim več in da dejansko to ostane na dolgi rok. Ker tukaj mogoče en tak pain, ki ga mi zelo naslavljamo ali pa zelo veliko delamo na tem, je, da raziskave kažejo, recimo, da 90% nekih znanj, ki se pridobijo skozi corporate education, izpuhti v enem mesecu. Spravi, ti greš na nek trening, na neko izobraževanje, neki javno nastopanje, sales, karkoli, čez en mesec bo velika večina tega v bistvu nikjer več. In tukaj se ogromno denarja, ogromno časa, ogromno energije stran vrže, obstajajo pa načini, kako to narediti bolj učinkovito. Tako da s tem se mi ukvarjam. Ful dobro si izpostavil za talente, ker se mi zdi, da je zelo pomemben, da podjetja prepoznajo svoje talente in v njih vlagajo. Zdaj, zelo veliko se je o tem govorili in se mi zdi, da je tudi ogromen izziv za podjetja, ker mogoče včasih ne prepoznajo talentov ali pa premalo vlagajo v njih. In pa ta beg iz enega podjetja v drugega. Kako pa vi v podjetje, ki prijete, kako dejansko, kad delate s temi talenti, kako jih dejansko transformirate, učite? Ko govoriš o talentih, govoriš o ljudeh, ki so perspektivni? Okay. Ki so perspektivni. Tukaj pač mi v bistvu dizajniramo programe, ki so namenjeni temu, da v podjetju dosežejo to, kar želijo doseči. Okay? Se pravi, ali je to dvig neke zavzetosti, ali je to zelo jasno usmerjeno v neke bolj konkretne cilje. In v bistvu zgradimo program, ki to doseže. Recimo v enem večjem slovenskem podjetju delamo zdaj na transformaciji kulture. Se pravi, celo podjetje, par tisoč ljudi gre skozi to, da želijo postati bolj agilni, bolj odzivni, se bolj povezovati. In take intervencije mi pa v bistvu lahko sestavimo. Kako to izgleda? Se pravi, sestavljeno so to dolgoročni programi, to, kot si predstavljaš, verjetno se ne zgodi v enem tednu ali pa z eno delavnico, se pač dogaja skozi mesece ali pa leta, odvisno. Predvsem pa zelo veliko individualnega fokusa na vodje. Se pravi, zelo veliko delamo individualno, ena na ena z vsakim vodjem v organizaciji, ki skozi ta program v bistvu precej spozna sebe, ali pa razvije nek svoj način vodenja, ki je učinkovit za njega in za njegov tim. Ne pridemo tja in rečemo, da je Steve Jobs je tako vodil, da je vzaj kopiri to, pa bo to delovalo zate, ker ne bo. Ker si ti drugačen kot oseba, imaš drugačno ekipo in vse in je treba pač zgraditi nekaj, kar je učinkovito zate. Tako zelo veliko se s tem ukvarjamo, baziramo pa zelo veliko na tem, da iščemo v ljudeh tisto, kar so res dobri, kar je pozitivno v njih. Mi temu rečemo talenti, recimo, ne ljudem kot takim, ampak vsak ima v sebi določene talente, ki pridejo ven, in poskušamo te talente odkleniti in razviti in jih aplicirati v daily business. Zdaj, ful mi je dobro, ker sem zasledil na vaši spletni strani, da dejansko se fokusirate, da vzpostavite nek nov način razmišljanja in pa da vodje v organizaciji začnejo s tem novim načinom razmišljanja drugače komunicirati in navdihovati svoje zaposlene. In potem ste izpostavili v analognem in digitalnem svetu. To me razloži, ker to mi je pa blazno fascinantno, da omenjate oboje. Ja, spravi, tukaj gre v bistvu za tak blended pristop. Se pravi, ne gre se samo za to, da bi mi naredili eno delavnico, pač analogno, uživo tam in predali neki znanje, rekli, feedback se daje na tak način, letni razgovor moraš delati na tak način in tako naprej. Ampak gre v bistvu za kombinacijo še digitalnega orodja, ki ti z nekimi
opomniki, z nasveti in tako naprej, pomaga graditi to navado na daljše časovno obdobje. Ker dejstvo je, če ti enkrat nekaj narediš, ja, se bo nekaj fajn, ampak ne bo nekega dolgoročnega učinka. Jaz dostikrat dam primerjavo z umivanjem zob. Če si ti enkrat na leto 1 uro umivaš zobe, ne boš kaj dosti naredil. Če si jih pa vsak dan za 1 minuto, bo veliko boljši učinek na koncu. In tukaj v bistvu pride pa ta digitalna komponenta, ker telefon imaš skozi sabo, telefon je skozi v žepu in ko ti greš skozi nek program, ko prvič veš, zakaj to delaš, imaš motivacijo, da nekaj tukaj dejansko narediš, veš, kam to fita v tvoje delovno okolje, v neko vizijo, ki jo imaš ti za podjetje, za sebe. In dobiš vsak dan še, ali pa vsak drug dan, ali pa kakorkoli je program, nek dodaten, ne vem, ali opomnik, ali nasvet, ali idejo, kaj lahko narediš, da boš danes boljši vodja, je v bistvu verjetnost uspeha tukaj precej večja, kot če si to enkrat slišal na delavnici. Zdaj pa eno zelo tako močno vprašanje, da te malo sprovociram. In sicer glede na to, da si ti vodja na tem področju in izobražuješ vodje. Kaj pa ti opaziš, da so neke lastnosti oziroma pomanjkanja, ki jih imajo vodje? Da moraš dostikrat rečeš, to je pa to, kar moramo delati. Tukaj zelo veliko, recimo, eno stvar bom omenil, ki je mogoče zelo, se sliši osnovna ali pa nenavadna, ampak je pohvala. Samo prepoznavanje dobrega dela. Ker dejstvo je, če pogledamo ljudje, zaposleni, kdorkoli, vsaj 90% časa dobro opravimo svoje naloge. Ampak, ko se pogovarjamo z vodjem, se ponovadi pogovarjamo o njih 10%, ki slučajno kaj ne gre, ali pa nismo on time, ali pa nismo on budget, ali pa karkoli drugega. In teh 90% truda, ki ga vlagamo, vse to pa izpuhti nekam in noben tega ne omeni. In kar to v ozadju vpliva, če gledamo čisto psihološko, vpliva to na nek moj občutek, koliko sem cenjen v tem okolju, v katerem sem. Se pravi, tisto, kar se trudim, kar prinašam, kar dobro naredim, noben ne opaz. Tisto, kar daj kaj zafrknem, je pa ogenj v strehi. In tukaj se da zelo veliko narediti, že samo s tem korakom na tem, da imaš bolj zavzete ljudi. Kaj pa pol po tvojem mnenju dober vodja, če našteješ še par lastnosti, ki se tebi zdijo? V resnici okrog tega, kaj je dober vodja, je veliko bolj konsens, kot si večinoma predstavljamo. In tukaj tudi, če se gre brati literaturo, članke, raziskave, vsak mogoče z malo drugačnega zornega kota pokaže, ampak v večini pač lahko pridemo do nekih točk, ki jih dobre vodje delajo. In to so, recimo, kot sem zdaj omenil, pač, da pohvali, da pripozna dobro delo. Druga taka točka je, recimo, da zna ustvarjati nek clarity, neko jasnost v ekipi. Sprav, to vključuje to jasnost, kam gremo, kaj je neka vizija, kaj je nek cilj, kam želimo priti in kaj je zdaj nek način, da pridemo do tja. Kako se obnašamo, kako delujemo, kaj so postopki in tako naprej. To in tretja stvar, ki bi jo izpostavil tukaj, je pa, da zna prilagoditi svoj pristop ali pa svoj stil vsakemu posamezniku. Ker to, kako nekdo motivira mene ali pa kako motivira tebe, bo drugače. Ker so mi dva drugačna, ker so pač najne vrednote drugačne, drugače pristopava k stvarem. In dober vodja se bo znal v bistvu temu prilagoditi in v te podkleniti najboljš na tvoj način, v meni pa najboljš na moj način. In to recimo ena taka stvar, ker tukaj, ko me nekdo vpraša, kaj delajo dobri vodje, kar vedno povem zraven, pa bom tudi zdaj, je, da v resnici večina nas ve, kaj so te stvari. Ker smo sigurno kje prebrali knjigo, prebrali raziskave in tako naprej. Bolj je težava v tem, da tega pač ne delamo, kljub temu, da vemo. In tukaj se gre za to, kako to v teh finesah vsakodnevnih interakcij, ki jih imamo z ljudmi, kako se tam to izkaže. Kakšen pogled damo nekomu, ker nam prije povedati, da bo pač en dan zamudil z nečim. V takih interakcijah se da ogromno narediti za to, da smo dobri vodje ali pa ne tako dobri vodje. Se strinjam. Daj mi povej, vi kaj delate, se pravi, ko pridete v podjetje, pa spreminjate kulturo, pa transformirate mindset, kako pol pristopite k temu, ker danes se mi zdi zelo pomemben je, da delamo napake, ker če ne delaš napak, ne inoviraš in iz tega se potem ne učiš. Da dejansko pokažete vodjem in pa celotni kulturi v organizaciji, da je potrebno delati napake in se učiti iz njih.
to je, zdaj posebej fokusa na to v resnici nimamo, če ni to dejansko nek fokus projekta kot tacga. Je pa v bistvu to neka stvar, ki se dosti avtomatično zgodi, ko ti zgradiš pravo okolje. Ko ti zgradiš okolje nekega zaupanja in tukaj dosti se zdaj omenja termin psihološka varnost, ko gradimo ekipe po vodenju. Prav, ko je dosti velik nivo te psihološke varnosti v ekipi, se bo to avtomatično zgodilo, da bojo ljudje delali napake in bojo te napake pač sprejete in menedžirane, ampak ne pa zdaj tisto, da okay, zdaj pa delamo napake, ki je to kul. Ni kul, valjda ni kul. Absolutno. Ja, se pa pač zgodi, ker kdor ne dela nobene napake, pač ne dela nič ponavadi. In tukaj je ključ, da začneš graditi na tej psihološki varnosti. In tukaj smo spet nazaj na tem, kaj vodja dela, kako se odziva na to, ko se napaka zgodi, ker to bo v bistvu na koncu vplivalo na to, a bojo ljudje delali napake ali ne. Oziroma, kar se bo naj zgodi, ljudje itak delajo napake, vprašanje, a bojo to povedali pa on ali ne. In nočeš, da se zgodi to, da delajo napake, pa tega ne povejo. Daj mi povej, v času te pandemije, ki je bil ogromen, recimo, pritisk na organizacijah, na vodilnih osebah, na vodjih, a ste imeli kakšen poseben pristop oziroma ste imeli kakšen fokus, da ste zdaj v izobraževanju vključili še, ne vem, bolj jasno komuniciranje, ne vem, kakšne te vrednote, ki so v času pandemije se zelo izkazale? Veliko smo se v bistvu z vodjami v tem času pogovarjali o komunikaciji, zato ker tukaj ena stvar se je zgodila, ki je bila zanimiva. Prej se je komunikacija dogajala. Pač nekoga si srečal na hodniku, pa malo v kuhinji, pa tako na WC-ju, pa si se pač malo pogovarjal, pa se je kakšna govorica, pa tako ogromno te komunikacije se je v bistvu zgodilo, ne da bi bila zavestna, ne da bi bila namenska, pač bila je. Zdaj, ker naenkrat tega nič več ni bilo. Vsi so bili doma in vsa komunikacija, ki se je zgodila, je bila zavestna. Nekdo je nekoga poklical, nekdo je nekomu poslal link do Zoom kola, on se je priklopil, pač bilo je zavestno. In v bistvu vodje so mogli, ali pa dobri vodje so v tem času v bistvu veliko več truda vložili v to, da so razmišljali, kaj je zdaj potrebno skomunicirati, na kakšen način in komu. Tako da ja, dosti smo delali okrog tega, kako zdaj zagotoviti, da bojo ljudje še zmeraj dobili to, kar potrebujejo, da lahko opravljajo svoje delo, kljub temu, da manjka ta element neke žive komunikacije, govoric, izmenjave informacij in tako naprej. Super. Povej, ti si dejansko ste pionirji na tem področju. Kaj pa ti kot Borut, imaš ti kakšne svoje posebne rutine, ne vem, dnevne rutine, tedenske cilje, ki si jih zadaš, dnevne cilje? Jaz, tako da bi rekel, da imam zdaj zelo neko jasno strukturo nekih, ne vem, res vsak dan isto rutino, ne. Velikokrat sem že to probavil, pa nekako ne fita v moj koncept. Kako jaz delujem, je zelo močno na mindset. In kar jaz poskušam je, da gradim svoje neka prepričanja po mindset in to potem avtomatično vodi vse moje odzive. No? In tukaj recimo ena stvar, ki je, jaz sem naravno dosti umirjen, ali pa tako, pač dajem na ljudi pomerjam, tako je kakšna panika, ponavadi ekipo in tako naprej. In ja, pač tega se zavedam, da imam to sposobnost in na tem gradim. In poskušam čim bolj graditi na stvarih, ki so mi blizu, ki so moje sposobnosti. Zanimivo, top. Daj mi povej, kaj pa je bil v tvojem življenju nek tak, recimo, aha moment ali pa projekt, ki si rekel, jaz pa zdaj res hočem to delati, hočem se fokusirati na leadership, na vodenje in dejansko učiti ljudi, kako pravilno se tega lotiti. Mislim, tako bom rekel, jaz sem od vedno, veš, na gimnaziji še niti ne, na faksu, ker sem bral tudi to literaturo, malo self-growth pa to, vedno pišem, postavil si neko vizijo z življenja, neki cilje in tako. In tam, ko grem zdaj gledati nazaj, ne vem, tisto leto 2010 in tako naprej, ko sem pisal, vedno se je noter znašalo neko izobraževanje, se pravi to kot neka osnovna tema. Nikoli nisem vedel, kako se bo to zgodilo, kaj bi znotraj tega pač nič. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, se je vse v bistvu ful sestavilo v to smer.
In tukaj, kjer mi je mogoče tak pivotal moment, sta bila dva, bi rekel. En je Simbioza, ki je bila v bistvu prva moja izkušnja vodenja nekega zelo kompleksnega projekta in zelo velike ekipe. Tam sem imel recimo prvič po faksu 25 ljudi, core ekipe, ki sem jo vodil, zato da smo postavili tisto. Plus bili so prostovoljci, kar zakomplicira določene stvari. Lahko. Ampak tam, pa ne bom rekel, da je meni uspelo. V bistvu tam sem zelo sledil Žigi, recimo Žiga Valpotič, pa en kup ljudi, ki so bili tam vključeni. In nam je v bistvu uspelo zgraditi eno tako ekipo, ki je bila res powerful, res full high performing, tako zelo naravno. In vsi smo se full dobro počutili tam noter in meni je bilo top delati. In smo delali po 16 ur na dan, brez plačila, ampak nam je bilo top. In to mi je bil en tak moment, ko sem videl, kaj je možno, ko si ti v eni taki ekipi. Okay? Drug moment mi je bil pa v enem podjetju, kjer je bilo pa nasprotje tega. Kjer pa ekipa totalno ni delala, kjer v bistvu odnosi niso bili ok, ni bilo nekega fair ali pa te občutka, neke psihološke varnosti in to. In sem videl to drugo plat, kako to deluje, in tam sem zelo veliko pozval in sebe, kako se odzivam na to, in vse ostale noter. In sem videl, koliko je v bistvu enega potenciala puščenega na mizi, zato ker ga enostavno ne znamo odkleniti. In to sta bila ena, dva taka momenta, ki sem videl, koliko je res velik razkorak med tem, kaj je možno, pa kaj je dostikrat realnost marsikakšnega podjetja. In tukaj pol se je skozi naslednjih par let sestavila ta zgodba, da sem videl tudi, kaj pa zdaj link med, da prideš iz tega v to. In to se je sestavilo. Dobro. Kaj pa po tvojem mnenju, ogromen bodi si ste že izobraževali, ogromen ekip si spoznal, kaj pa po tvojem mnenju neka magična formula, ki rečeš, wow, ta ekipa je pa res highly efficient, ta je pa res zelo, zelo učinkovita, produktivna, energična. Kaj bi bila neka formula, ki si jo ti opazil v času svoje kariere? Ni formule. Ni formule. Žal, te moram razočarati, ker če bi bilo tako simpel, bi to vsi delali. Formula je tisto, kar sem prej v resnici rekel, da dobri vodji delajo. Zdaj, kako to delaš, je pa tisti magic fairy dust, ki ga ti dodaš, ki dejansko naredi pol ekipo uspešno. So pristopi, ki ti lahko omogočajo priti do tja, ampak zelo težko bi pa napisal eno formulo, kjer bi rekel, če boš temu sledil, boš imel top ekipo. Da mi povej še to, vi, ki se lotite tega celovitega v bistvu projekta, prenove, neke kulture, pa spreminjanja mindseta, to mora biti blazno kompleksno. In verjamem, da dostikrat se najde tudi kakšen odpor v zaposlenih ali pa v kakšnemu višjemu menedžerju. Kako pa potem to nekako prebrodite, take izzive? Mislim, to se pogosto dogaja, definitivno. Ker te projekti, ki jih mi delamo, so malo drugačni od nekega normalnega coachinga kot tazga. Absolutno. V coachingu ponovadi ti gradiš na predpostavki, da človek pride do tebe željo, ker želi postati boljši, želi iti skozi coaching. V večini naših primerov temu ni tako. Prijemo v podjetje s par tisoč ljudmi, ki imajo par 100 vodij, in tam se reče, ok, zdaj želimo spremeniti kulturo, želimo zboljšati, kako ekipe delujejo med sabo. In zdaj kar mi rečemo, ok, idealna slika je, da grejo vsi vodje skozi ta program. Začne se na vrhu, z upravo, z izvršnimi direktorji, oni grejo najprej skozi vse točke in pa naprej po hierarhiji. In se zgodi, da niso vsi motivirani za to. In tukaj sta dva elementa, ki sta zelo pomembna pri nas. Eno je, kako postavimo to. Mi se zelo veliko, pa s strankami tu zelo veliko sodelujemo, preden se sploh začne projekt, preden se začnejo coaching in delavnice in vse ostalo, kako komunicirati to. Kako to povezati z zgodbo, ki jo imamo v podjetju, kako to povezati z vizijo, ki jo v bistvu želimo doseči. Zelo veliko je fokusa na tej komunikaciji, ki gre že prej ven, preden mi sploh prvič prijemo tja. To je prvi element. Drugi element je pa, da v bistvu ga zelo močno gradimo na tem
v čem so ljudem dobri, pač na talentih njihovih. In to je, spravo, mi tukaj uporabljamo recimo en test talentov, ki zelo veliko so ljudje skeptični, ko začnejo to delati. Ne vem, pošljemo jim nek vprašalnik s 170 vprašanji, zdaj pa to odgovori, zdaj ti bo pokazal neke talente. Ne. In v podjetjih je to dosti kratko, okay, zdaj me testirajo, zdaj mi bo rekel, da ne morem biti več vodja, ker bojo rezultati slabi in tako naprej. Yeah. In je dostikrat, mislim, na začetku ta pristop k celotnemu projektu. Se pa tukaj v bistvu ponovadi na prvem coachingu to razblini, ker vidijo, da je tukaj iskreno dejansko delamo na tem, v čemer so dobri. In gradimo to in v vsakem posamezniku ti lahko najdeš talente, ki jih ima, potencial, ki ga ima, ki lahko je odklenjen, lahko ni odklenjen, ampak ga lahko odklene. In naša vloga tam je, da ljudem pomagamo odkleniti ta potencial in ko se to zgodi, ga usmerjamo v to, kar je pač cilj projekta. Ali je to več sodelovanja, boljši leadership in general, več zavzetosti, več prodaje, več česarkoli. Povej, mi imamo ogromno poslušalcev, ki so vodje na svojih področjih, zdaj ali imajo manjše ekipe ali večje. Kaj bi pa tvoj nek nasvet? Ker včasih se zgodi, da ekipa enostavno ne funkcionira, oziroma je kakšen posameznik, ki ni toliko za timsko delo, pa je bolj usmerjen v individualno delo. Kako se, recimo, ekipo nagovori oziroma tega posameznika? Kaj bi bil tvoj nek nasvet? Prvo, če pogledamo, kaj je ekipa, čisto v osnovni definiciji. Pravi, ekipa je skupina ljudi, ki zasledujejo nek isti cilj. Če ta predpostavka ne zdrži, pa v resnici nismo neka ekipa, pa smo več skupina posameznikov, ki smo nametani v isto pisarno. Okay? Če ne sledimo istemu cilju. In tukaj prva stvar, kjer se sprašujemo okoli tega, je, a imamo vsi, ali pa vsi čutimo nek ownership nad tem ciljem, nad vizijo, v kateri gremo. Če temu je tako, cool, pol lahko super gradimo. Če temu ni tako, pol dajmo pač najti nekaj, kar bo. Okay? In ja, nekateri ljudje brajš ali pa boljš delajo bolj individualno, drugi veliko bolj delajo v timu ali pa zelo veliko prispevajo v gradnji nekega tima, kar je lahko čisto ok. Ker ti za večino stvari, ne vem, če sem že videl kakšen primer, ko bi dejansko prvič nekdo čist samo individualno delal, ker to v večini podjetij ni možno, ker si vedno odvisen od nekoga drugega za nekaj drugega. Ne, lahko si prodajalec na terenu, ja, ti hodiš okoli, ampak imaš pa zadnji pisarno, ki ti pripravlja ponudbe, pridobivati naslove, kam greš in tako naprej. Vedno si odvisen od nekoga. In zgraditi najprej to zavedanje, kako se v bistvu povezujemo, kako vplivamo drug na drugega in kako skupaj prispevamo ali pa pridemo do tiste vizije. Po drugi strani pa pustiti vsem posameznikom dosti svobode, da delo opravljajo na način, ki njim ustreza. Pač dokler dosežejo cilje, v resnici, da jim kot vodje govorimo, kako bi mogli delati, ni najbolj učinkovita stvar. Veliko bolj učinkovito je, da jim kot vodje pomagamo najti način, ki njim deluje, da pridejo do rezultata. In to je ena stvar, ki jo imamo dostikrat težavo, pustiti to. Daj mi povej, kakšno je pa tvoje mnenje in pa zdaj s temi organizacijami, ki sodelujete, dejansko mnenje o delu od doma ali pa skrajšanem delovniku, 6-urnem, ker veliko se o tem govori, veliko podjetij, da je to testiralo, so dobili nek proof of concept in zdaj razmišljajo o uvedbi tega. Ja, to je zdaj hot topic, totalno. So podjetja, ki razmišljajo o tem, oziroma so podjetja, ki dejansko so že dala ven neke pravilnike, da lahko določen del delajo doma. Ne poznam nobenega, ki bi popolnoma pustil delo doma. Oziroma ne, tudi v resnici. Ja, tudi to se je že zgodilo. Zelo veliko se o tem govori, ampak na koncu spet pride zelo veliko do kulture, do načina, kako v podjetju delamo. In večinoma, kjer je ovira tukaj, je v nezaupanju. Spravi, če jaz pustim človeku, da dela od doma, a bo on res delal. Ali bo cel dan v bistvu malo hodil do hladilnika, pa se samo po bajti, pa ne vem, pa delal karkoli drugega. Ali bo res delo narejeno. In kar mislim, da se je zdaj izkazalo v tej korona času, je, da dejansko v večini primerov je bila produktivnost kar ok.
In tako, ko se pogovarjam z vodjami, so vsi relativno zadovoljni s tem, kaj so uspeli narediti. Nekateri so celo bolj zadovoljni, kot so bili prej. Kljub temu, da so bili doma otroci, pa cela panika, pač se je premikala. Ne? In jaz mislim, da to zdaj je malo razbil ta mišljenje vodij, sploh neke mogoče starejše generacije, ki so manj vajeni tega dela od doma, pa fleksibilnosti, pa vse to. Da pač je možno dejansko tudi delo opraviti od doma. Kako je pa po tvojem mnenju pomembno, oziroma kako tudi vi zdaj vlagate v to digitalno komunikacijo, ki je prišla v času pandemije? Imamo zdaj Zoom, Google Hangouts, Skype, Vibre, WhatsAppe, v bistvu ni, da ni. In dejansko včasih pride kakšna sporočila ali pa e-maili, mogoče do napačne interpretacije. Kako je zate to pomembno, oziroma kako vi to zdaj poučujete naprej? Mislim, tukaj v resnici, to je sam medij, prek katerega sporočilo pride. Ja, večkrat je narobe razumljen, ampak če imamo mi to prav pristop, če se mi poznamo drug drugega, da jaz vem, da ti rabiš pač informacije na hitro, oziroma tako po bulletih, pa ne nekega 10-stranskega sestavka, pa to upoštevam, bo v resnici tudi na remote imela čisto ok sodelovanje. Pravi, gre se za to, koliko mi poznamo svoje sodelavce, pa kako oni delujejo, pa kaj njim odklepa potencial, kaj njih motivira, kaj njim v bistvu omogoči, da dobro opravljajo svoje delo in koliko jim pri tem pomagamo. In obratno, oni nam. In če to vemo, če se tega zavedamo, pol v resnici lahko tudi prek Slacka, prek Zooma, prek katerega drugega orodja čisto ok poteka ta komunikacija. Hkrati pa bi tukaj dodal še enkrat to psihološko varnost, da se jaz to kvarenega počutim, da če nekaj mi ne ustreza, to povem. Zelo odkrito. In tukaj recimo, meni je top ekipa, ki smo tle na Itugreju uspeli sestaviti, je pač res taka, da kakršnikoli so problemi, povejo. Pa so včasih zelo hudi problemi, pa so včasih stvari, ki jih mi kot vodje totalno zafrknemo, pa nam to zelo, zelo direktno povejo. In to je edini način, da se v bistvu da te stvari razrešiti. In isto v komunikaciji, če mi boš ti napisal nekaj, kar bom jaz razumel, ok, Mark, kaj hočeš zdaj s tem, ne? Pač bom vprašal, a si to mislil tako, ali si mislil tako? Pa dajva se uskladiti. Če je prvo, cool, če je drugo, dajva pač najti rešitev. Ne, ful dobro. Daj mi poveš, ogromno se govori o tem pojmu v bistvu Zoom fatigue. In je ogromno podjetij dejansko imeli blazne izzive s dvournimi, trournimi sestanki prek Zooma, Skypea, Google Hangouta. In tudi jaz osebno sem bil že na parih takih sestankih, ko si po sestanku toliko izmučen, da res ne moreš verjeti. Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Oziroma, kako se tega lotiti, da ne pride do tega? Ja, mislim, kar se tle zgodi Zoom fatigue je predvsem iz tega vidika, ker nam na Zoomu, sploh če ne uporabljaš niti kamere ali pa tako, manjka en kup informacij, ki si jih moramo v bistvu sami sestaviti. Ko si ti tako v sobi z ljudmi, čutiš njihovo energijo, vidiš neko neverbalno komunikacijo, vidiš vse, veš, kakšen je vibe. Na Zoomu tega ne veš. Sploh brez kamere je še huje. Ampak ljudje to rabimo v interakcijah. In če tega ne dobimo, si začnemo sami sestavljati. In tukaj gre pa ogromno neke energije za to, da zdaj jaz poskušam iz tona tiste besede zvleči ven, kako se ta oseba počuti, pa je jezna name, ali sem kaj narobe naredil ali ne. In tukaj gre v bistvu zelo velike energije za to. In spet bom prišel nazaj do tega, pač če je v ekipi to raven poznavanja, pa da vemo, kako delati z enim z drugim, je v bistvu tega fulman, te utrujenosti od Zooma. Zato, ker vemo, kje smo, se čutimo, tudi če se ne vidimo ali pa ne sedimo skupaj skozi. Je pa res, da ta eksperiment zdaj, korona, je bil v bistvu lih toliko dolg, da so se mogoče na koncu že začeli kazati neki učinki, ne pa dosti dolg, da bi se to res poznali. Ker tukaj, kar se je zgodilo, zelo veliko se je šlo na račun enega bucketa zaupanja in dobrih odnosov, ki smo jih imeli, in to se je zdaj skozi to obdobje porabljalo. Vsakič, ko je bila neka taka interakcija, ki je bila malo čudna, mi je malo vzel tega zaupanja, mi je malo vzel tega dobre energije, ki jo imamo mi dva, recimo.
In zdaj to neki cajt gre zelo lepo, ne? Pa pride do ene točke, ko je ta rezervoar toliko prazen, da pa enostavno poči. Tukaj so tudi podjetja, ki sem se pogovarjal z ekipami, kjer je začel proti koncu to že, te odnosi se že krhati, pa se že čutiti v bistvu neko nepotrpežljivost, nesramnost, bolj in tako naprej. Tako tukaj, ja, po eni strani zanimivo bilo videti, kaj bi se zgodilo, če bi pol leta to trajalo. Kaj bi bil pa tvoj nasvet? Jaz sem se tudi z ogromnimi kolegi pa kolegicami pogovarjal, ki imajo ekipe, in se je dogajalo, da ljudje v ekipi dostikrat niso hoteli kamere prečkati na teh medijih. Kaj bi bil tvoj nasvet za njih? Kako jih, pa nočemo biti zdaj avtokrati pa reči, kamera mora biti, ampak na nek mogoče subtilen, bolj prijazen način. Ja, mislim, to tudi mi delamo s podjetji, ker imajo prakso, da nimajo kamer. Spodbujanje tega v resnici pa razložiti, zakaj je to fajn. In tukaj so ekipe, ki so uspele to narediti. Je pa res, da ja, ta avtokratski način ponovadi ne deluje, ne? Ker tukaj vsem, pa zelo hitro dobiš zelo avtokratsko nazaj. Ne vem, to je moj dom zdaj, ne boste vi gledali, ne vem, kva imam v zadnji v kuhinji, pa kaj otroci mi hodijo, pač ne. In pa si tle, pač jaz rečem to, ti rečeš to, ok. Ampak enostavno razložiti, zakaj je to pomembno, kako lahko to pomaga nam kot ekipi boljš prideti spet do te naše skupne, pač do tega, kar mi skupaj hočemo. In gre se za to, kaj jaz kot vodja hočem. Gre za to, kaj je naš mission kot tim. Kaj po tvojem mnenju zdaj največji izziv, ko se vse normalizira, pa ko prihajamo nazaj iz v bistvu dela od doma, v normalno delo, v pisarne, kaj bo največji izziv za zaposlene, pa hkrati kaj mora vodje, na kaj mora biti pozorni? Bom začel pri tem drugem. Vodje, jaz mislim, da tukaj, kar se je zgodilo, je, da smo dobili v tem času en tak glimpse enega malo drugačnega življenja. Ne bom rekel, da to velja za vse, ker marsikdo mogoče ni imel tega privilegija ali pa te možnosti, ampak je bilo malo tega feelinga bolj umirjenega življenja, bolj počasnega tempa, in tukaj jaz mislim, da bo en izziv zdaj to handlati. Jaz mislim, da to na dolgo trajalo, ker je bilo premalo časa, da bi se res navadili na to, ampak je v zadnji priokus, možno je tudi nekaj drugega kot ta gonja, ki imamo zdaj. In tukaj za vodje in hkrati zaposlene to en tak izziv, kako zdaj v bistvu osmisliti to in kako to vplesti v nek daily business. Drugače pa mislim, da v resnici izzivi ne bojo neki ful drugačni, kot so bili do zdaj ali pa kot so že dolgo. Zdaj, vi, ki pridete v podjetje, v bistvu delujete kot nek mentor. Koliko je po tvojemu pomembno, oziroma si imel ti v življenju kakšnega mentorja, ki ti je svetoval pa sto ob strani? Koliko je to pomembno za nekega mladega ali pa tudi starejšega? Mislim, jaz niti slučajno ne bi bil, ker če ne bi imel v življenju serije enih ljudi, ki so mi na določeni točki, tukaj bom rekel, predvsem verjeli vame, pa me porinali neko stopničko višji. Srečo imam, da z dvema takima osebama sem zdaj ustanovil Itogrow in furam to in se vsak dan ful učim od njih in me porivata višji. In v preteklosti sem imel ljudi, ki so mi to pomagali. Tako da definitivno ne bi mogel brez tega. Top. Absolutno strinjam, tudi jaz sem v življenju ogromno mentorjev, nekatere sem zelo vesel, da sem jih spoznal in so me vodili. Daj mi še povej, se pravi, vi, ki delate transformacijo takih velikih korporacij, imate tudi neko digitalno platformo, če nam lahko malo poveš, kako to izgleda, kaj dejansko zajema. Se pravi, digitalna platforma v osnovi je nek tvoj pomočnik skozi program, ki ga imamo. Okay? Kar pomeni, da na eni strani dobiš vse aktivnosti, ki jih imamo, tiste opomnike, ki sem jih prej omenjal, nasvete, ideje, imaš vse na enem mestu, dobiš jih na telefon, zelo enostavno, searchable, pač lahko najdeš stvari in tako naprej. Tako da to je en element, ki je zelo pomemben z vidika tega trajnosti uporabe teh znanj, ki jih pridobivaš. Druga stvar je pa, da ti v bistvu zelo pomaga pri vodenju ali pa pri sodelovanju v ekipi, ker imaš pa noter tudi profile po tisti metodologiji, ki sem jo prej omenil, ki talente identificiramo, se pravi profile talentov
vseh svojih kolegov. Si v podjetju s 1000 ljudmi, boš imel noter lahko pač 1000 ljudi talentov. In je en tak, ljudje dostakrat rečejo, to je pa kot nek cheat, ki mi pomaga boljše razumeti ljudi, pa na ta pravi način pristopati do njih. Okay? Tukaj bi poudaril mogoče edino to, ker dostakrat pa ljudje rečejo, pa se ne moreš ti človeka v par besed opisati, pa dati cheat, kako točno z njim delati, ne, niti slučajno. In vedno pravimo mi, to je izhodišče za to, da ti na ta pravi način začneš pogovor s to osebo, pa si v ta pravi smer, si radoveden, kako ta oseba deluje. In ne vem, recimo, če dam čisto na mojem primeru, jaz imam moj prvi talent, potem je ta drugi je futuristik, kar pomeni, da je zelo močno sem fokusiran na prihodnost. In če hočeš z mano dobro sodelovati ali pa od mene kaj veliko dobiti, pogovarjali se o tem, kam nas bo to pripeljalo. Kje bomo, pač, kako bo to izgledalo čez 10 let, če te stvari zdaj naredimo. Mene to totalno drive. In če to ostali vejo in če imajo neko besedo, ki opiše to mojo lastnost, je to lahko ful močno orodje za to, da dobro delamo kot ekipa. Se pravi, si dejansko ti zelo dober za strategije pripravljati. Ja, mogoče strategije je pri nas zelo jaka, veliko boljši, ker jaz vidim lahko določene stvari, ki bi mogle biti, pa ki bojo. Nisem vedno najboljši v tem, da znam najti pot do tja iz trenutnega stanja. Sprav, vidim tisto sliko tam, zdaj, kako pa pride do tja, imam pa pač kolege, ki so še veliko boljši v tem. Dajmo se še malo zdaj fokusirati na te. Se pravi, ti dejansko izobražuješ vodje. Kako se je pa tvoj stil vodenja spremenil tekom recimo tvoje kariere, od Simbioze, ki bo tvoj prvi večji projekt, do tega zdaj, da v bistvu dejansko delaš za velike korporacije? Neprimerljivo. Jaz sem skozi to ful zarastel kot oseba, kot vodja, ali pa si vsaj rad mislim, da. Ampak ja, mislim, ogromen sem se naučil tem in predvsem se mi zdi, če bi mogel tako eno stvar recimo izpostaviti, postal sem bolj zahteven, ampak zahteven na ta pravi način. Ker jaz sem vedno bil oseba, ki meni kul ustreza drugim, okay? In rad ustrezam, rad imam kul odnos, rad imam, pač ne pritiskam preveč, zato, da se mi dva kul razumemo. In kar kot nek vodja, ki želiš res neke presežke, mogoče ni vedno najboljša ideja. Tako tukaj moram reči, da sem se dosti naučil, kako vseeno od ljudi pričakovati veliko, pa hkrati to narediti na način, ki njih motivira, da to dosežejo, ne pa jih ubija. Tako to je recimo ena taka stvar. Druga je pa čist, kako gledam na ljudi in koliko sem se sposoben v bistvu uživeti ali pa razmišljati o tem, kaj oni doživljajo. In to je recimo tudi en tak skill, ki sem ga ful razvil skozi to, čist, ker imam stik s toliko pa toliko vodjami vsak dan, s toliko pa toliko različnimi ljudmi in precej globoke pogovore z njimi. In seveda tudi jaz od tega veliko potegnem. Ko vidim njih razmišljati, ko vidim njih napredovati, vedno je to pač neka slika tudi na mene. Mi povej, živimo res v zelo, zelo hitrem času, dejansko poslovni modeli se spreminjajo, prihajajo startupi, ki disruptajo naše poslovne modele, skozi smo online. Kaj bi bil pa tvoj nasvet za v bistvu handlanje ali pa za stres management? In kako v bistvu ti pri sebi, kako ti dejansko na sebi pomiriš? Pri sebi, jaz sem dosti oseba, ki, tako kot sem prej rekel, sem dosti umeren. Tako, če gledam, nekateri so totalno vzhičeni, pa imajo pol down moment. Moja črta je tako, kot če gledamo tisto, ko nekdo umre v filmih. Jaz sem dosti stabilno, nimam ful visokih highov, ampak tudi nimam ful nizkih lowov. In moj stres management je, mislim, narava, venjeti na svež zrak, pa si vzeti dosti časa za razmišljati o stvarih. To je pač meni ful pomembno. Druga stvar, ki bi pa izpostavil tukaj, je pa pomen ekipe.
Pomeni ekipe, kjer spet se počutim dosti varno in mi ni treba imeti skozi ta gard gor, da okay, zdaj moram dopaziti, kaj bom rekel, pa me bo hrbet zaštihal, ker to je pa pol non-stop stres. In če uspemo zgraditi ekipo, kjer smo safe, je to ful velik, v bistvu neka varovalka pred tem, da ne čutimo toliko stresa. In tukaj recimo tudi ena statistika, spet zdaj sem se spomnil, če imamo priložnost uporabljati svoje talente vsak dan, kaj to v praksi pomeni, če imamo priložnost stvari delati na način, ki je nam blizu, ki fita na neke naše sposobnosti, da imam jaz priložnost gledati v prihodnost pa razmišljati o tem, bomo v bistvu občutili 3-krat manj stresa, kot če te priložnosti nimamo. Kar je precej velika razlika. Zdaj, ena v bistvu, oziroma glavna vaša filozofija je, in ta mi je blazno všeč, eat to grow, se pravi, mi ne popravljamo slabosti, ampak z njimi raje upravljamo ter hkrati gradimo na odlikah. In ena točka, na katero bi se jaz navezal, je mogoče ta konstruktiven feedback. A imate vi, oziroma imaš ti še na svet za vodje, ker dostikrat se zgodi, in tudi jaz pri sebi opažam, ko se je moj stil spremenil, da včasih sem znal bolj izpostavljati negativne stvari, zdaj pa raje v bistvu pohvalim pa okoli obrnem situacijo. Zanimivo, da se to vprašal. 2 dni nazaj sem vodil delavnico, imamo zdaj serijo delavnic v eni firmi na temo v bistvu vodstvenih pogovorov in feedback je valjda tudi ena od teh. Tukaj verjetno vsi poznamo to sandwich tehniko, ne? Poveš nekaj pozitivnega, pa pol poveš tisto, kar hočeš negativnega povedati, pa pol spet na pozitivno končaš. Kar se izkaže, da to ni najbolj učinkovito pomagati. Ker zgodita se 2 stvari. Ena je, da ti to tako zapakiraš v one pozitivne stvari, da človek sploh ne sliši te negativne. In tako, že vse ok, se mi ni treba nič narediti. In pol nisi dosegel svojega namena. Druga stvar je pa, da ti začneš z unimi pozitivnimi, človek itak že ve, kaj bo prišel, ker je tudi on že večkrat slišal te floskule, ne? In itak sploh ne posluša pozitivnega in ne vpliva na njega in sam čaka, ok, kdaj bo pa počel zdaj. Ja. In v bistvu pristop, ki ga mi izpostavljamo ali pa mi učimo, je veliko bolj direkten. Pač začneš s tem, rad bi ti dal feedback, zato, ker je feedback meni v life pomagal veliko, pa bi rad to tudi te pomogočil. A se strinjaš, da ti dam feedback? In tukaj, kar se zgodi, nikoli še nisem slišal, da bi kdo rekel ne, prvič, ampak je pa s tem, ko vprašamo osebo, veliko večja verjetnost, da bo dejansko sprejel feedback, ker je sam rekel, da ga želi. Okay. In pač to zelo direktno povemo, pri čemer je pa treba gledati na to, da vedno poskušamo vključiti njega. Sprav, ko jaz povem feedback, ko jaz povem, Mark, takrat na tistem sestanku si gledal na telefon, to mi ni bilo ok, zato ker želimo na stranko narediti tak vpliv, in to ni ok, da zgledamo, da smo distracted. Okay? Tako sem jaz videl situacijo, kako si ti videl, kaj si ti v tistem trenutku doživel. Sprav, tebe bom vključil noter v to, ker to, kar sem jaz videl, je moja, pač to je šlo skozi moja očala, jaz sem gledal skozi moja očala, ne vem celotne slike. In bolj, ko jaz tebe vključam, bolj boš ti čutil nek ownership nad tem, pač da imaš možnost povedati, kako si ti videl to situacijo. In pol mi, da uskladiva to, najdeva, ok, deva se strinja, zdaj, kaj tukaj ni bilo. In pa gremo naprej na to, da najdeva nek akcijski korak, kaj bomo pa zdaj naredili, da se to največ zgodi. In če smo te korake prej ok naredila, boš ti čutil zdaj željo to popraviti. Ne samo zato, ker ti je en tečen šef rekel, da ne smeš na telefon gledati, ajde, ne bom zdaj, ker bom zraven, ker pa ga ne bo, pa itak bom spet. Ampak zato, ker veš, zakaj je to pomembno. In ful je pomembno tudi to, da dejansko naredimo neke akcijske korake. Ker to največkrat pozabimo. Ker nam je že tako bad dati ta feedback, pa se slabo počutimo in mi, in on, in pol ga damo, in pol je malo tako čuden, in zdaj pa nočemo še pritiskati, da pa mora še nek plan narediti za to. In pol kar pustimo tam. In zdaj sem mu dal feedback, on se slabo počuti, hkrati pa nima nobenega načrta. Kaj pa zdaj bomo naredili, da to ne več tako. In smo oba nezadovoljna na koncu. In ni namen dosežen. Blazno dober nasvet. Daj mi še povej, kaj bil pa tvoj nasvet glede motiviranja zaposlenih? Kako je
ogromno nekih možnosti, ali denarne ali ne denarne nagrade, ali kot si prej rekel, pohvala je meni blazno fascinantna, pa se mi zdi zelo dobra. Kaj bi bil nek tvoj nasvet glede motiviranja zaposlenih, kako se tega lotiti? Najdete, kaj motivira vsakega posameznika. To je najbolj pomembno. Lahko je nagrada, pa res, da tle finančna nagrada bo velik motivator do določene točke. Tukaj nam videli, sem raziskal, mislim, da v Ameriki je pač denar motivator, mislim, da do $60,000 letno. Kar je na tem, pač ne bom več toliko se trudil, za to. In tukaj, kar je ključ, je pač prepoznati, kaj driva vsakega posameznika v določeni fazi. In tukaj, zelo velikokrat za mlade, je to neka možnost rasti, izobraževanja, da se izkaže, da mu damo pač priložnosti in ga nagradiš s tem, ker mu daš te stvari. Za nekoga drugega, ki ne vem, je kar dobil družino, bo mogoče finančno še toliko bolj, ali pa čas, ali pa malo več free time, flexible working hours in tako naprej. In enostavno prepoznati pač, kaj deluje vsakmu. Je pa to ni osnova za motivacijo, to so stvari, ki pač pomagajo pri tej stvari. Ampak spet, če jaz ne vidim namena, zakaj delam to, kar delam, in to se mi zdi tako, če gledamo čisto kot society, ful velik problem, ki ga imamo trenutno. Ker večina ljudi v svojem delu ne vidi smisla. Hodim v službo, delam to, kar mi šef reče. Zakaj to delam? Ne vem, zato, da pač podjetje zasluži, pa da jaz dobim puno plačo. Noben ne bo motiviran tako. Ne glede na to, kaj ti delaš, nagrade in tako. Več nagrad, ko dajo, bolj bo zgledal uspešen, bolj si bo lahko privoščil, da gre kam drugam. Zdaj, še eno tako malo provokativno vprašanje. In sicer, jaz bom rekel, da se mi zdi, da skoraj vsak teden dobim en nov mail ali pa nova spletna stran ali pa nova oseba, ki mi piše, da je postal coach in pa dejansko da uči vodje. Kako ti na to gledaš? Ker vi ste v bistvu, se mi zdi, verjetno eni prvih, ki ste se lotili tako kompleksnega procesa, da imate take velike stranke. Kako ti na to gledaš? Zelo veliko je coachinga kot tazga. Jaz osebno valjda vidim zelo velik value v coachingu. Ker da imaš ti nekoga, ki ti pomaga razmišljati, ki ti da malo ogledalo, je lahko zelo, zelo, zelo beneficial. Je pa tukaj tako, da se moraš tudi kot coach zavedati svojih omejitev. In tukaj se mi zdi, da dostikrat ni dost neke samokritičnosti od kakšnih coachov. Ker dejansko, ne vem, recimo dostikrat se govori o meji med coachingom pa terapijo, ker tukaj zelo velikokrat priješ na to mejo. Ko se ti pogovarjaš z ljudmi o nekih stvareh, pride tudi do takih tem. In moraš vedeti, kje je meja. Hkrati pa ti biti zelo prav naštiman. Orodja coachinga ali pa pristop coachinga v resnici ni toliko težko. Kaj je težko, je, da ti menedžeraš sebe, da ne uletavaš noter, pa zdaj narediš ta cel pogovor o tebi, ampak govoriš o njemu. Tako so pač te finese, ki morajo biti. Ampak jaz sem all for it, da je teh coachov čim več, zato ker je zelo velika vrednost, če ljudje imajo nekoga, ki jim pomaga razmišljati. Je pa na koncu tako, da trg pač naredi filter. Tako da ki ne dosežejo rezultatov, ne dosežejo nekega impakta, pač ne bojo preživeli. Tisti, ki pa. In je ok tako, v resnici. Daj mi povej še ti kot Borut, kot posameznik, kako pa ti širiš svoje znanje, pa vlagaš vase? Kaj je zate? Recimo imaš knjige, podcaste, kakšna izobraževanja? Jaz sem tako, dva od mojih talentov tudi, ki sem prej omenil futuristik, je tudi learner pa input, ki je to, da pač jaz zberam informacije iz vseh možnih koncev in ful rad se učim. Tako da članki, podcasti, knjige, zdaj, ne vem, audio knjige sem ful začel poslušati v avtu, zdaj, ko se vozim. Kjer je kakšna knjiga, da je malo omen? Recimo zdaj berem, bom to omenil, kaj zdaj, poslušam Turn the Ship Around, ki je v bistvu o leadershipu govori. Je pa napisal en poveljnik ene jedrske podmornice ameriške.
ki je pač spremenil način, kako te vodijo. Tako dosti tudi zanimivo. No? Ampak ja, večinoma so pač na temo leadershipa, sprememb, change managementa, tako naprej. Zdaj, tvoj podjetnik najljubši je Richard Branson. Zakaj? On je meni fascinanten, predvsem zaradi avtentičnosti. Avtentičnost je tako dosti visoka vrednota na mojem seznamu osebnem. In jaz nisem tista oseba, ki bom v enem kontekstu drugem bom čist nekaj drugega, pač jaz sem jaz. Okay? In se ne bom opravičeval za to, če komu ni všeč, pač ok. In pri njemu mi je všeč to, ker pač fura life na svoj način, tako kot si prej moj quote izpostavil. Ja. In pač to dela vrhunsko. In ja, ne vem, pač njegov stil, daleč od tega, da bi bil jaz podoben kot on, ali pa je toliko utrgan v določenih pogledih, če tako rečem, ali pa da bi se toliko izpostavljal kot on je pač v tem vrhunski, ampak ja, to mi je všeč, ker pač life fura na svoj način. Kaj sta tvoja dva najljubša appa? Ok. Mislim, tukaj enega bom izpostavil Eat to Grow, ker ga dejansko dosti uporabljam za ekipe, da v bistvu dobimo pogled v ljudi in mi pomaga pri sodelovanju. Drugo, mislim, lahko bi šel zdaj vse te tipične, ki jih imamo itak vsi na telefonih, ampak bom recimo izpostavil YNAB, to je YNAB, ki je ena stvar, ki noben ne pozna, pa sem precej zihar. Prvič slišim. Ja, precej zihar, da tudi poslušalci večina ne bo poznala, je pa v bistvu budgeting app. Okay, tako kot, ne vem, Tošel, recimo, mogoče kdo pozna, ali pa kakšni tak izbral, čist spremljanje financ, upisovanje notar, pač stroškov, prihodkov in tako naprej. Zakaj to izpostavljam? Ker to mi je ful pomagal pri tem, da sem preživel tako early startup days, ko pač dejansko ni bilo cache nič in sem mogel biti ful kreativen, kako ga razporejam okoli. In mi je ful pomagal, ker mi je všeč pri tem appu, ker ni sam, da beležiš, ampak ima neko filozofijo zadnji, ima nekaj, ki te nauči, kako to delati. In mi je ful dobro. In zdaj imam, ne vem, zadnjih, mislim, da kdaj sem začel 2014, se mi zdi, pa še prej. Zadnjih 6-7 let dejansko vsi moji stroški in prihodki, od ne vem, kako kupam čigumije, par centov do ne vem, največjih, kako kupam avto ali pa hišo, vse je pač noter. Tako da. Dej mi boj, ti si imel kar nekaj startupov čez v svoji karieri, zdaj delaš z velikimi ekipami. A bi rekel, da si razvil tekom svoje kariere žilcev, da takoj vidiš, a bo kakšen projekt uspel oziroma failil? Ne? Žal ne. Bi si zelo želel, da bi jo, ampak ne. Tudi ne vem, a je to možno. Mogoče na nekem področju zelo ozko, ampak generalno pa mislim, da ne. Ker tudi to je ne, pa vedno v startupih pravijo, pač, da ideja je 10%, eksekucija 90%. Tako da lahko je pač ideja briljantna, pa bo eksekucija za nič. Pa ne bo nič iz tega, lahko je pa ideja neki average, pa bo eksekucija toliko huda, da bo uspel. Zdaj, še ene stvari se mogoče niso dotaknile. Dejansko vi zelo malo delate v Sloveniji, ne? Ste bolj v tujini? Bom rekel, vedno več, ja. Vedno večji delež našega dela v tujini. Mi imamo trenutno, zdaj sta še 2 generaciji, ki jih dodajamo, se pravi, smo že zelo blizu 100 coachov po celem svetu, ki v bistvu delajo po naši metodologiji z našimi orodji. Tako da mi jih v bistvu certificiramo, se pravi, uvedemo v ta naš način dela, v metodologijo, ki jim pomaga pripeljati neko lasting, trajno spremembo v organizacije, s katerimi delajo. In ja, delajo pač projekte po celem svetu. Zdaj recimo ravno v Angliji, na Pfizerju, tako ful velik ekip v tisti njihovi, v centrali Pfizerja, gre skozi take programe na šolah v Angliji, se dela v Coca-Cola, v Porto Riku so vsi vodje šli skozi to. Pa še take zelo fajn projekti po celem svetu. Dej mi povej, koliko pa kultura vpliva na vodje? Jaz ti lahko povem osebne izkušnje, ker imamo v bistvu švedske sodelavce, da so precej drugačni, kot pa smo recimo Slovenci oziroma mogoče kakšni Nemci, ki so bolj taki točni. Koliko je kultura? Mislim, vpliva definitivno ful, ker vedno se treba prilagoditi čisto lokalnemu okolju. Poznam tudi recimo primere,
ko je nekdo bil full vrhunski menedžer v enem švicarskem podjetju, pa so ga pol rekrutali v en startup, ki je postavljal zadeve na istem področju, ista industrija na Poljskem, pa je bilo kaos, totalna katastrofa. Ker enostavno, pa ne bom rekel, da je to samo zaradi kulture, mogoče se osebnosti tudi tako nasplošno v tisti ekipi se niso poštekali in mu ni ratalo se staviti. Ampak ja, kultura definitivno je pa to, kar mi učimo, kar mi delamo z vodjem, je, da ti odkri svoj stil vodenja. Ne bom ti jaz povedal, kaj je najboljši stil vodenja. Jaz te bom podpiral, ti bom pomagal pri tem, da ti odkriješ svojega. In ko boš ti odkril svojega, bo to po definiciji vključevalo kulturo, v kateri ti delaš, ekipo, v kateri ti delaš. Top. Okay, zdaj počas, da zaključva. Kaj bi pa tvoji 3 recimo nauke oziroma nasveti za naše poslušalce, mlade vodje, izkušene vodje, vse? Prva, kar sem se naučil, pa bi rekel, je, da podjetništvo, vodenje, v bistvu česarkoli se lotevamo, je full tek na dolgi progi. Jaz sem vedno na začetku imel idejo, da je to 2 leti stisnemo, pa bomo ful uspešni, in po 2 leti okoli smo še slabši, kot smo bili tam na začetku. In tudi zdaj, ko pogledam, 5 let, dobrih 5 let se ukvarjamo z igro, dosega smo ogromen, ampak niti slučajno ne vsega, kar hočemo. Je pa čista lekcija, da moraš uživati v tem daily grindu in tukaj najdeti smisel, ne samo končnem cilju. Ker če sam tam, boš znorel in pregorel v daily grindu. Tako to je ena taka stvar. Druga je pa čisto iz vodenja, pa iz teh izkušenj, ki jih imam z vodjami okoli. Prvo se moramo naučiti v bistvu voditi sami sebe, svoja čustvena stanja, svoje odzive, to, kar pride ven iz naših ust, pol vodimo druge. Ker brez tega prvega dela bo ta drugi del v najboljšem primeru povprečen, zelo verjetno pa ne najboljši, precej slab. Super. Tako to je ena taka. Tretja, ne vem, mogoče, da dejansko se več ozremo okoli, pa dejansko pogledamo ljudem okoli nas v oči, pa se vprašamo, kdo si ti kot človek. Zanimaš me ti kot človek. Kar se dogaja, v tem si omenil tempo, pa cilji, pa skozi sledujemo to, vse to vleče nas fokus na nas. Jaz imam toliko dela, jaz moram to narediti, jaz imam ono nalogo zdaj, jaz imam to, pa moram iti pa tja, pa moram to. Da enostavno dostikrat pozabimo na ljudi, ki so okoli nas. In so pa ravno te ljudje, ki so okoli nas, tisti, ki naredijo celo to našo izkušnjo življenja worthwhile, vredno. In so tisti, ki nas na koncu podprejo, pa so naša varovalka pred stresom, tako kot smo se prej pogovarjali. Tako da to, tretji. Super. Zdaj, Borut, jaz bi se ti zelo rad še enkrat zahvalil za tvoj čas, za tvoja razmišljanja, vpoglede, nasvete, izkušnje. Tako da še enkrat, dragi poslušalci, z nami je bil Borut Jeglič, podjetnik, coach, ki je predan razvoju in pa vodi in v bistvu ustvarjanju zmagovalnih ekip. In pa v bistvu tudi soustanovitelj Simbioze in pa blazno fascinantna oseba, pa jaz bi tudi rekel, verjetno en pionir na razvoju teh programov za vodji. Tako da, Borut, zelo lepo, da si bil z nami. Vem, da bojo poslušalci uživali. Hvala ti. Hvala tebi, ful sem užival. Super.